Prvi šolski dan je mimo, kakšni so odzivi s terena, so letos vozniki kaj uvdevni? Ja, če gledamo skozi oči policije, so odlični odzivi, kajti nismo imeli nobene prometne nesreče, v kateri bi bil poškodovan otrok v bližini osnovnih šol. Seveda. In takšno stanje bi pravzaprav moralo ostati vso leto. Koliko policistov pa je bilo do sedaj in jih še bo na terenu? No, moramo računati, da policistov vsako leto manj, kajti v državni usmeritvi je, da se ne zaposluje novih. Kar pomeni, da moramo z vsemi silami, ki so še ostale, opraviti pravzaprav enako delo, ki smo ga opravili v preteklih letih. To nam trenutno še uspeva in policisti so bili v teh prvih dnevih in bodo še do konca tedna in seveda tudi naslednji teden pred čim več osnovnimi šolami, kot pač zmorejo naše sile. Verjetno je potrebna tudi kakšna komunikacija z prvošolčki, kakšen je njihov odziv, se pogovarjajo z vašimi sodelavci? No, večina izkušenj, ki je tako letos kot v preteklih letih, je, da prvošolčki običajno z velikim zanimanjem spremljajo policiste, jih poslušajo z kar velikimi očmi in velikimi ušesi. Koliko pa jim to ostane, pa seveda odvisno od tega, koliko pri tem pripomore tudi ostali dejavniki. Kajti ne moremo govoriti, da je prometna varnost tista, ki edino policija skrbi zanjo. Policija skrbi za prometno varnost na cesti, vzgoja se pa začne doma in v šoli. Omenili ste vzgojo staršev, potekajo tudi kakšni krožki ali kakšni informativni dnevi za starše, da pospremijo njihove malčke bolj varno v šolo? Ja, vodje policijskih okolišev že lahko rečemo rutinirano na osnovnih šolah izvajajo predavanje za starše glede prometne vzgoje ob začetku šolskega leta. To so tudi storili v večini osnovnih šol na območju Policijske uprave Maribor. Na katerih mestih pa lahko sedaj največkrat vidimo vaše sodelavce, rotirate ali ste stalno samo na enem mestu? Ne, osnovnih šol je ogromno, mi nimamo toliko policistov, da bi lahko ves čas kontinuirano, non-stop pred čisto vsemi osnovnimi šolami. Seveda policijske postaje na svojem območju izbere tiste osnovne šole, kjer je varnost pravzaprav najtežje oziroma je najtežje varovati. Se pravi, tiste osnovne šole, ki so v neposredni bližini zelo prometnih cest, kjer so dostop do šole morda otežen. Na kaj pa morajo biti vozniki še posebej pozorni v okolici šol? Predvsem morajo biti pozorni, da se ob pričetku pouka in ob koncu pouka, ne vejo pa točno, kdaj konec pouka bo, vsi pa iz šole, velika množica otrok, ki morda tisti prvi trenutek niso najbolj pozorni na spremenjeno okoliščino, se pravi, da ni več varno območje, kakršno je znotraj stavbe, ampak gre za relativno bolj nevarno področje, ki pa je cesta. In v takšnem primeru seveda v okolici šol, v okolici šolskih poti, v okolici stanovanjskih naselij je potrebno seveda prilagoditi hitrost tem razmeram in je pa večino teh okolic že označenih kot območje umirjenega prometa in tudi že prometna signalizacija sama opozarja, da gre za takšno bolj nevarno območje, kjer obstaja možnost, da bi otrok tudi skočil pred vozilo.